Zakaj Slovenija potrebuje pametno specializacijo, kje so mogoče njene pasti in kako ocenjujete delo GZS pri strategiji pametne specializacije? Zato, ker daje možnost povečevanja učinkov znanja, ki je že razpršeno, sodelovanje v tem znanju in možnost večjega izvoza in vedenja, v kaj naj gremo, v kaj naj vlagamo, da bo prihodnost mogoče boljša in bo, seveda bo boljša. Gospodarska zbornica se mi zdi je tukaj naredila, se mi zdi je veliko delo, da je uspela v to pametno specializacijo uvrstiti vsebine, ki predstavljajo, vsaj po mnenju velikih sogovornikov, stvari naše prihodnosti, zapravo tehnologije in smeri razvoja. Pasti so pa v operacionalizaciji, ali bomo mi zbirokratizirali to zadevo, ali bomo dopustili, da bomo videli samo sredstva, kako priti do vlaganj oziroma teh razvojnih sredstev, ali pa bo vsebina taka, da bo dajala več izvoza. Mislim, da je past najbolj v birokraciji, pa v tem, da bi ne bilo navideznih nekako združevanj ali navideznih sodelovanj. Sodelovanja morajo vsebinsko prinesti več, 1 in 1 ne more biti 2, ampak 3.